Nogometni zvezi Slovenije bo tudi naslednja 4 leta poveljeval Aleksander Čeferin. Tako je odločilo 30 delegatov, ki je na volilni skupščini na Brdu pri Kranju z 29 glasovi za, ena glasovnica pa je bila neveljavna, z novim mandatom podprlo dosedanjega predsednika krovne nogometne organizacije, ki bo na čelu NZS do leta 2019. Že v prvih 4 letih predsedovanja je bilo na področju nogometa v Sloveniji storjenega ogromno. Jaz sem zadovoljen, da smo nazaj pod okrilje Nogometne zveze pripeljali prvo slovensko nogometno ligo, da smo začeli graditi trening center na Brdu, kar je že na začetku izgledalo dokaj utopično, da smo znižali stroške ligaških tekmovanj in hkrati, da smo kar veliko naredili na področju mladinskega nogometa, ki je za nas najpomembnejši. Je pa pred Čeferinom in njegovimi sodelavci novo obdobje, kjer so cilji že jasno zastavljeni. Poleg tekmovalnih uspehov, selitve na Brdo in nadaljnje uspešno sodelovanje tako z Evropsko kot tudi z Mednarodno nogometno zvezo tudi to, da nogomet pridobi na družbeni vrednosti. Bojo naše prioritete seveda povezane spet z ligaškim nogometom, ki se predvsem na nižjih nivojih spopada z kroničnimi finančnimi težavami in seveda nujno bo potrebno še povečati pojavljanje lige na televiziji in ostalih medijih. V načrtu je tudi tedenska oddaja o slovenskem nogometu. Na skupščini so bili poleg predsednika izvoljeni tudi 4 podpredsedniki Nogometne zveze Slovenije: Milan Jarc, Radenko Mijatović, Stanko Glažar in Franci Zavrl. Za predsednika arbitražnega sveta NZS pa je bil izvoljen Gvido Mravljak.